tisti, ki prvič slišite za cvetne esence, naj vam najprej povem, da ne, to niso eterična olja. Veliko ljudi namreč jih zamenja oziroma misli, da so to eterična olja in posledično, da tudi dišijo, kar pa seveda ni tako. Cvetne esence oziroma cvetne kapljice so življenjska sila rastline. To je tisto njeno bistvo, njena esenca, zato tudi ime esence. In ta vibracija, ta življenjska sila, ujeta v vodo in potem seveda konzervirana z alkoholom, ker namreč tako so esence narejene, se pravi kemično gledano samo alkohol in voda, ampak ker vsebujejo to življenjsko silo rastline, ker vsebujejo vse te informacije, potem v bistvu ta njihova vibracija lahko uravnoveša in prinaša harmonijo oziroma to življenjsko silo v naše telo. V začetku 20. stoletja je angleški zdravnik dr. Edward Bach odkril, da se ljudje srečujejo z 38 čustvenimi in mentalnimi stanji, ki so jim nekje vsem skupna. Da je to. Vseh 38 stanj na čustvenem ali mentalnem nivoju je tisto, s čimer se ljudje srečujemo v življenju najpogosteje. Zdaj, danes vemo, da je tega več, ker so novi časi, ampak še vedno teh 38 Bachovih esenc pokrije večino naših čustvenih in pa mentalnih neravnovesij. In zato so prav cvetne esence super preventiva in predvsem podpora v bistvu vsem ostalim tehnikam in pa orodjem, ki jih že uporabljate v svojem življenju. Danes si bomo pogledali trepetliko poimenovati. Dr. Bach je to esenco predlagal tistim, ki so zelo senzitivni na duhovni ravni. Se pravi, oziroma zelo senzitivni na duhovni svet, na neoprijemljivo. Mi to lahko primemo, medtem ko tistega ne ali čustev, ali misli pravzaprav, energije pa ne moramo kar prijeti. Trepetlike. Esenca za tesnobo in pa skrbi, ki nimajo pravega vzroka oziroma ne vemo, od kje natanko prihajajo. To je nek nerazložljiv strah, to je anksioznost, to je nekaj, kar je tako zelo neoprijemljivo in se sproži pravzaprav brez nekih resničnih zunanjih vzrokov. Tako da v času, ko nas obdaja cel kup enih stvari, se lahko strahovi, bom rekla, tako med sabo povežejo, da ni več možno ločiti enega od drugega in pride do anksioznosti. Tako da to je, in tudi če pomislite na brezo kot na drevo, tisti listki, ki trepetajo v vetru, takole namečkano, na nek način tudi v človeku, ki kar trepeta, se kar trese od strahu, je to, bom rekla, en tak ekstremen primer tega, kaj lahko nastane. So lahko tudi te anksioznosti seveda blažje oblike, ko nas je kar nečesa strah, pa ne moramo tega poimenovati. Za takšne primere je čudovita prav esenca trepetlike. Ste se prepoznali v tej esenci? Ste mogoče prepoznali koga, ki ga poznate? Dajte deliti s to osebo ta video. Povejte tej osebi, da obstaja pomoč pri razrešitvi. Mogoče ji pomaga že samo informacija in pa narejena vizualizacija. In preden se podate na to notranje potovanje, naredite še en globok vdih in izdih in odprite svojo domišljijo življenja. Vseh 38 esenc boste našli na mojem YouTube kanalu, kjer najdete tudi uporabne vsebine za vaš osebni in duhovni napredek. Zato je najboljše, da kliknete kar gumb subscribe
in boste obveščeni, ko bom objavila naslednji video. Z vami na tem cvetnem popotovanju sem Manca Razboršek, avtorica knjige Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc, kjer je tudi podrobnejši opis trepetlike in vseh ostalih esenc. Sem pa tudi kreatorka prvih slovenskih cvetnih esenc pod znamko Slovesens. Želim vam prijetno raziskovanje sebe skozi podporo narave in cvetnih esenc. Čau, čau!